Spoštovani gostje, v imenu Svetovnega slovenskega kongresa vas lepo pozdravljam in izrekam toplo dobrodošlico na 12. konferenci slovenskih zdravnikov iz sveta in Slovenije. V veliko čast si štejemo, da vas lahko znova pozdravljamo v naši družbi in da spremljate naše poslanstvo. Verjamemo, da bo to srečanje nadaljevalo z našimi prizadevanji za tesnejše sodelovanje in povezovanje slovenskih strokovnjakov iz domovine in sveta, kot tudi strokovnim izmenjavam znanja in izkušenj. Želimo vam nadvse prijetno počutje na konferenci. Za začetek bo baritonist Matjaž Robavs ob spremljavi Mihe Goršeta na klavirju zapel slovensko himno. Živi naj vsi narodi, ki hrepeni dočakat dan, da koder sonce hodi, prepiri sveta bo pregnan. Da rojak prost bo vsak, ne vrakle sosed pomejak. Da rojak prost bo vsak, ne vrakle sosed bo, ne vrakle sosed bo. Svetovni slovenski kongres se zahvaljuje vsem, ki so finančno podprli izvedbo tokratne konference. Naši podporniki so diamantna partnerja Krka Novo mesto in Urad za Slovence v zamejstvu in po svetu, zlati partner Zdravniška zbornica Slovenije, bronasti partner Salus Ljubljana ter partnerja Alma Mater Europeja in Medias. Vsem iskrena hvala. Zdaj pa najprej vabim k mikrofonu predsednico programskega odbora, profesor dr. Metko Zorc. Prijatelji, spoštovane kolegice in kolegi, spoštovani gospod minister za Slovence po svetu, spoštovana gospa dr. Metka Paragi, sekretarka v kabinetu predsednika vlade gospoda Goloba, spoštovana državna sekretarka, profesor dr. Valentina Prevolnik Rupel, kandidatka za ministrico za zdravje. Spoštovani kolegi in kolegice, dragi prijatelji, vesela sem, da smo danes ponovno skupaj. Po 2 letih. Po 2 letih, ko Svetovni slovenski kongres stalno povezuje kolege zdravnike iz domovine in tujine in gradi to specifično poslanstvo že 30 let. Pomembna so povezovanja med nami, predvsem zato, da se prenaša znanje in nove izkušnje, ter vse to skupno pomaga pri zdravljenju naših bolnikov. To ve naša predsednica zbornice, ki je tudi častna pokroviteljica današnjega srečanja in ki vedno pozitivno spremlja naše delo, za kar se ji najlepše zahvaljujemo v imenu organizatorja in v imenu slovenskih zdravnikov. Poleg tega je med nami posebna oseba, gospod profesor dr. Anton Jamnik,
specialist za etično področje in človek, ki stalno sodeluje z nami zdravniki že več kot 30 let. Njegove besede so vedno izjemnega pomena, saj ostajajo v mislih in srcih, da lahko lažje nadaljujemo naše delo, ki, verjemite mi, ni lahko. Tu vidim številne kolege, ki delujejo in sodelujejo z nami in prenašajo znanje iz sveta v domovino. Tu z nami je posebna oseba, kot gospod profesor Ronald Čufo iz Clevelandske klinike, pa o njem bomo slišali še kasneje, in profesor dr. Igor Gregorič. Kolega, ki sta z nami dolga leta in preko katerih potekajo mnoge povezave, predvsem z deželo, kot je Severna Amerika, ki je pravzaprav svetovno priznano medicinsko znanje, razvoj in mnoge teorije prihajajo prav iz Združenih držav. Zelo sem vesela danes, da so z nami tudi predsedniki in predstavniki bolniških organizacij, kot je Združenje bolnikov Slovenije, Društvo na srcu operiranih, Gibanje za zdravje naroda in njihovi predsedniki. Zelo je pomembno, da se sliši njihov glas, kajti samo tako lahko ustvarimo boljši zdravstveni sistem, ki si ga želimo prav vsi, ker današnje delo v medicini v Sloveniji ni lahko. To verjemite, zato je še kot posebna luč prišla novica, da je kandidatka za ministrico za zdravje prav profesorica ekonomije, gospa dr. Valentina Prevolnik Rupel. Ko jo je danes profesor Jamnik pozdravil, je dejal: čestitam, imate izjemne misli, precizne, kar je potrebno zdravstvu. In to je tako. Veselimo se, da na mesto ministra za zdravje prihaja oseba z velikim srcem, vizijo in verjamemo, da bomo lahko skupno pomagali našim bolnikom do dobrega zdravja, da bo naša dežela, dežela zdravja in veselih ljudi. Hvala. V nadaljevanju bo pozdravil predsednik Svetovnega slovenskega kongresa, dr. Boris Pleskovič. No, en lep dober dan vsem skupaj, me veseli, da vas je veliko prišlo, še več nas pa gleda online po Zoomu. To je ena prednost tega, da se zadnje čase lahko več na stotine ljudi poveže po virtualno. Najprej bi pozdravil Bojano Bejović, ki je naša gostiteljica in častna pokroviteljica, ker pravi minister nima časa, da bi bil naš častni pokrovitelj, sem jaz predlagal, pa rekla, da bo to zbornica, sem rekel, ne, ona je za nas toliko naredila, kar ona ne bo. Pozdravil bi ministra za Slovence po svetu, gospoda Arčona. Potem bodočo ministrico Valentino Prevolnik Rupel in pa sekretarko v kabinetu predsednika vlade Metko Arabi. Bo pa še pozdravil predsednika Alma Mater Europea Univerze, ki je danes tudi tukaj, in sicer on je dobil, on nam za vsako konferenco nam da sponsorstvo nekaj denarja,
nam pomaga in je letos dobil certifikat kvalitete in nagrado Evropske komisije za svojo univerzo. Potem je pa izpostavil še Božo Dimnik, je pa za častni konzul in častni predsednik Slovensko-hrvaškega društva. On pa za vsako našo konferenco pokliče najmanj 5 sponsorjev in najmanj 3-4 nam dajo za to, da vi lahko dobite kosilo, pa kavo, pa čaj. In smo mu za to zelo hvaležni. No, zdaj pa še enkrat vas pozdravljam in vam povem, da mi je veliko čast in veselje, da vas lahko pozdravim in že želim dobrodošlico na tej konferenci, ki že 12. Je pa to že 45. vseslovensko srečanje strokovnjakov, od znanstvenikov, arhitektov, pravnikov in tako naprej, ampak 12. Rezultati teh srečanj zdravnikov so vedno bogatejšo strokovno sodelovanje v globalnem pomenu, kar je pripeljalo do mnogih koristnih strokovnih poznanstev, prijateljstev in sodelovanj. Prepričani smo, da naši najboljši zdravniki, da imajo ta srečanja tudi širši gospodarski in družbeni pomen. Naš cilj na Svetovnem kongresu je, da naši najboljši zdravniki ne bodo odhajali na delo v tujino, pač pa se bodo začeli vračati. To pa bo mogoče šele takrat, ko bo država uredila naše zdravstvo po vzoru uspešnih evropskih držav. Na naših dosedanjih mednarodnih konferencah smo gostili mnoge vrhunske slovenske in tuje zdravnike iz Švice, tudi tujce iz Kanade. Predsednik zdravniške zbornice Ontario je lansko predaval po Zoom, ki že dolga leta delajo v državah z najbolj uspešnimi in učinkovitimi zdravstvenimi sistemi na svetu. V svojih predavanjih in na svetih so predstavili odlično organizacijo zdravstva, kjer delajo, in tudi podali mnoge nasvete za reformo zdravstva v Sloveniji. Na žalost pa naši politiki do sedaj niso spoštevali nasvetov best practice ali najboljših praks, ker se pri nas zadovoljimo v glavnem samo z nasveti dobrih praks na skoraj vseh področjih. Definicija dobre prakse pa je v tem, kot pri dobri oceni v šoli, da ni odlična, pač pa je polovica vsebine še kar v redu, druga polovica pa je bolj slaba. Jaz sem delal 30 let na Svetovni banki, mi smo pogledali po celem svetu najboljše prakse, pa ne bo za zdravstvo, ker Svetovna banka veliko vlaga ali izobraževanje ali infrastrukturo in smo vedno uvajali best practice. Pa nas pa to prevajamo dobre prakse. Ko sem jaz študiral na univerzah doma in v tujini, so k meni prišli vprašati za nasvete, nikdar niso šli, tismo, ki je dobil 3 slabim študentom. Tako da jaz upam, da bo naša bodoča ministrica, ker pozna dosti angleščine, da zna prevesti best practice je najboljša praksa, ne dobra praksa, ne good praksa in da se bo potrudila in bila toliko ambiciozna, da bo uvajala v Slovenijo zdaj naprej samo še najboljše prakse, ne dobre prakse. Letošnja konferenca zdravnikov je prva, ki poteka po času pandemije COVID-a, kar je za nas pomenilo velik izziv, vsaj z vidika izvedbe konference, ker pred 2 leti smo mislili, da noben ne bo prišel, da se bojo še z maskami bal priti. Pa jih je vseeno veliko prišlo, drugi so pa bili hibridno po Zoomu. In v današnjem svetu, ki je čas zelo dragocen, je zelo koristno, da lahko hibridno delamo te konference po Zoomu in v živo in danes sem vesel, da nas je veliko v živo, na stotine so pa priklopljeni po online. Tudi tokrat smo program oblikovali tako, da smo poiskali predvsem teme, ki so aktualne in po drugi strani zahtevne. Po zdravim nagovorom bo sledil krajši umetniški predah, potem pa prvi sklop predavanj z naslovom
poslanstvo slovenskega zdravnika. Sklop je namenjen razmisleku o današnji vlogi zdravnika znotraj njegovega poklica in prepotrebni utrditvi zaupanja med pacientom in lečečim zdravnikom. Sledil bo daljši sklop zaupanja sklopa organizacija zdravstvenega sistema, znotraj tega bodo pa v uvodnem predavanju sledile 4 predstavitve, zato pa še vodena razprava ali okrogla miza na to temo. Gre za zelo pomembno tematiko, ki je aktualna že več časa, v prihodnosti pa bo še bolj. V primeru, da ne bo pravilno naslovljena, bo povzročala dodatne zaplete na področju zagotavljanja in kakovosti slovenskega zdravstva. Po zaključku prvega dne konference ste vsi vabljeni na dvorec Visoko v Poljanski dolini, kjer bo potekal družabni dogodek ob 100. obletnici smrti pisatelja Ivana Tavčarja. Leto 2023 je bilo tudi uradno razglašeno za Tavčarjevo leto. Drugi dan konference bomo začeli s sklopom Strokovni razvoj medicine kot temelj sistema. Že v začetku sem omenil, da je obdobje pandemije za nas Svetovni slovenski kongres predstavljal izziv za naše strokovna srečanja, njihovo izpeljave. Še večjo prepreko je v to obdobje predstavljalo za slovensko zdravstvo. Razmišljanju o tem je namenjen sklop spoprijemanje z izzivi v zdravstvu po pandemiji COVID-19. Sledil bo že tradicionalni sklop s predstavitvami najnovejših dosežkov slovenske medicine doma in po svetu. Nazadnje bomo obravnavali še kislo jabolko kadrovanja v slovenskem zdravstvu. Upam, da bomo uspeli v sklopu izzivi kadrovanja in vračanja slovenskih zdravnikov iz tujine poiskati in izoblikovati kakšen primeren napotek ali smernice, ki jih bo slovenska vlada pripravljena uporabiti za izboljšanje našega zdravstva. Predsednici Zdravniške zbornice, profesor dr. Bojani Bejović, se zahvaljujem za prevzem častnega pokroviteljstva nad konferenco in izkazano gostoljubje. Želim se zahvaliti tudi predsedujoči programskega odbora konference, profesor dr. Metki Zors, ter ostalim članom organizacijskega odbora, ki so svojimi nasveti in dragocenim časom sooblikovali program. Zahvala tudi vsem, ki so svojo finančno in logistično pomočjo pomagali k uresničitvi tega projekta. Jožetu Colariču, direktorju Krke, on je naš največji sponsor, ko gremo k njemu na obisk vsake 2 leti, pa rešimo vse probleme sveta, pa Slovenije, pa prav sej, da ne bomo čas gubljali pare na sonce, pa nam da 5000 za tako konferenco. No, in je tudi eden najboljših direktorjev v zgodovini Slovenije. Zahvaljujemo se ministru za Slovence po svetu Mateju Arčonu za njihov prispevek ministrstva, Zdravniški zbornici Slovenije, podjetju Salus, Univerzi Alma Mater Europeja in podjetju Medias. Zahvaljujem se vsem uglednim predavateljem, ki so podarili svoj čas, izkušnje in svoje talente za uspeh tega srečanja. Najlepša hvala tudi strokovnim sodelavcem upravne pisarne, generalni sekretarki Sonji Avguštin Čampa, Nini Farlan in Luki Klopčiču za odlično logistično in organizacijsko pomoč. Vsem udeležencem želim uspešno in produktivno delo na konferenci ter obilo uspeha pri vašem poklicnem delu, gostom iz tujine pa prijetno bivanje v Sloveniji. Hvala lepa. Vljudno vabim današnjo gostiteljico in častno pokroviteljico konference, predsednico Zdravniške zbornice Slovenije, da pozdravi navzoče. Spoštovane gospe in gospodje, lepo pozdravljeni in dobrodošli v zdravniški hiši v Domu Smetika. Veseli me, da konference slovenskih zdravnikov iz tujine in iz Slovenije potekajo v naših skupnih prostorih.
Posebej sem počaščena, da lahko stojim danes tukaj v vlogi pokroviteljice, vendarle poudarjam, da me veseli, da je v bistvu z mano pokrovitelj te konference skoraj 12.000 slovenskih zdravnikov, združenih v zdravniško zbornico. Epidemija, ne morem mimo tega, nas je pretresla na vse načine. Medicino, zdravstvo, družbo, posameznike. Ampak v vsaki slabi stvari v zgodovini človeštva se najde zrno dobrega. In tisto dobro je gotovo mednarodno povezovanje. Meje so padle, so se zaprle za kratek čas, ampak v resnici so bile na široko odprte. Nemogoče bi bilo obvladovati epidemije brez tega velikega mednarodnega povezovanja, ki bo ostalo, upajmo, tudi v prihodnosti. Slovenska medicina je bila od nekdaj na široko odprta v svet. Številni slovenski znanstveniki z področja medicine sodelujejo po svetu desetletja, tako rekoč stoletja, so prisotni naši najbolj bistri, najbolj izobraženi ljudje, kjerkoli po svetu, ne samo prisotni, tudi zelo poznani. V zadnjem času so bili storjeni kar precejšnji koraki v približevanju tudi izobraževanja, konkretno specializacij mednarodni ravni. Tukaj moram omeniti veliko vlogo profesor Zlatka Frasa, ki je bil pomemben vodja mednarodne evropske organizacije zdravnikov specialistov, ki je prispeval k razvoju evropskih kurikulumov specializacij in pri mnogih specializacijah tudi evropskih izpitov. S tem na tem področju slovenska medicina v resnici drži korak s časom. Velik prispevek pri povezovanju zdravnikov v Sloveniji s tistimi, ki živijo v tujini, v tem primeru slovenskimi zdravniki, je dal tudi Slovenski svetovni kongres z organizacijo konferenc, ki povezujejo zdravnike na konferenci, prihaja do povezav, do kontaktov, ki jim pogosto sledi kar dolgotrajno sodelovanje. Zato se moramo zdravniki organizaciji takih konferenc skupaj posebej zahvaliti. Želimo pa si, da bi bilo to sodelovanje Slovenije s tujino kar se da dvosmerno. To pomeni, da bi slovenski zdravniki odhajali v tujino, nato pa bi se prinesli v tujino svoje ideje, svoje znanje, svojo energijo, nato pa bi se vračali nazaj v domovino, kjer bi ponovno prinesli nekoliko drugačne poglede in prispevali k izboljšanju slovenskega zdravstva. Zato mislim, da je naša skupna naloga, da omogočimo vrhunskim strokovnjakom, zdravnikom sodelovanje oziroma delo tudi v Sloveniji, da se bodo vračali v okolje, v katerem bodo lahko živeli, delali in razvijali svojo kariero. En kamenček, en korak v tej smeri, jaz upam, da je tudi konferenca danes in jutri. Še enkrat hvala lepa vsem za organizacijo, lepo uspešno delo. Hvala. Sedaj pa ponovno prisluhnimo Matjažu Robavsu. Bodi zdrava, domovina, mili moj slovenski kraj. Ti prekrasna, ti edina, meni si zemeljski raj. Tuje šige, tuja ljudstva, so prijatelji, bratjene.
Slava le slovanska čustva, srce moje veseli. Primicilov, zemlja mila, primi srce moje v dar, da bi vidno matka bila, nepozabljena nikdar. Primicilov, zemlja mila, primi srce moje v dar, da bi vidno matka bila, nepozabljena nikdar. Pred mikrofon zdaj vabim ministra za Slovence v zamejstvu in po svetu, gospoda Mateja Arčona. Spoštovani gospe in gospodje, dragi visoki gostje, en prisrčen pozdrav tudi v mojem imenu. Zelo sem vesel in zadovoljen, da sem danes tukaj z vami. Predvsem tudi zato, ker zelo cenim in spoštujem Svetovni slovenski kongres, njihovo poslanstvo in na nek način se zelo dobro z našim uradom dopolnjujemo na različnih področjih, imamo vsi enak smisel, fokus in se vsi zavedamo pomena in potenciala, ki ga imajo Slovenci izven svoje domovine. Jaz ne bom govoril o zdravju, ne se ustrašiti, čeprav je to tematika, kjer smo vsi najbolj pametni. Zadnjič sem bil na eni prireditvi in sem bil malček prehlajen in ko sem šel domov, sem šel kar z 9 recepti. Bi pa rad povedal to, da vodim en najlepših uradov v vladi in sem zelo ponosen in počaščen na to funkcijo, ker vidim res, koliko potencijala imamo Slovenci na različnih področjih. In prav zaradi tega je en glavnih fokusov našega urada v bodoče, da smo na kup vrgli vse analize, vse dosedanje ankete, ki so bile narejene na področju izseljenstva in začeli pripravljati akcijski načrt, ne bom rekel strategije, ki jih je bilo zadosti, da dejansko predstavimo vladi naše načrte v bodoče, kjer želimo vključiti vse akterje in je poslanstvo našega urada bo, da bomo na nek način imeli pisarno dobrodošlice, kjer bomo nudili vse potrebne informacije za vse tiste, ki bojo želeli se vrniti v svojo domovino. Kakšni bojo ukrepi na področju davčnih olajšav, stanovanjske politike, bomo šele oblikovali. Šli smo celo en korak naprej, da ne bo izgovorov, kaj se ne da, smo vsak ukrep, ki ga bomo implementirali, tudi analizirali, kaj je potrebno spremeniti, da ga uvedemo, ko se bomo odločili. Tako da jaz se že veselim tudi prispevka predstavnikov Svetovnega slovenskega kongresa in ostalih, da tudi določimo neko smer, katere profile si kot država želimo, da se vračajo nazaj. Praks na tem področju je dosti,
Jaz verjamem, da bomo znali in zmogli tudi kot politiki stopiti skupaj in se tudi na tem področju poenotiti. Tako, kot je potrebno, da se slovenska politika, in to resnično mislim, poenoti, ko govorimo na področju zdravja državljank in državljanov. In tako, kot je tudi pomembno pogled od zunaj, in tudi bodoča ministrica ima pogled od zunaj, ima tudi 3-mesečni pogled od znotraj ministrstva. In če bomo te izkušnje, ki jih imate v tujini, in izkušnje, ki jih imajo naši zdravniki in zdravstveni delavci na različnih področjih, znali poenotiti, jaz osebno mislim, da gre v slovenskem zdravstvu največ izzivov na področju organizacije dela, da bomo znali in zmogli s takim zanosom in s takim ponosom, kot je tudi predsednica programskega sveta v samem uvodu povedala, in da bomo vsi srečni, zadovoljni in predvsem zdravi. In da si bomo znali zapeti tudi tole pesem, ki je bila pred mojim prihodom. Hvala in srečno vsem skupaj. Pred mikrofon zdaj vabim predstavnico Ministrstva za zdravstvo, državno sekretarko dr. Valentino Prevolnik Rupel. Spoštovani gostje, v imenu Ministrstva za zdravje vas lepo pozdravljam na konferenci, ki v slovenski medicinski prostor prinaša posebnosti medicinske stroke, povezuje slovenske zdravnike v Sloveniji z rojaki, delujočimi po svetu. Tako se prenašajo strokovne izkušnje in znanje zdravnikov iz domovine in slovenskih zdravnikov, ki so svojo življenjsko pot na področju medicine opravljali ali nadaljevali v tujini. Konferenca slovenskih zdravnikov je vsekakor poseben dogodek, predvsem zato, ker prinaša v slovensko medicino nove ideje, kako izboljšati zdravljenje slovenskih bolnikov. V zadnjih letih se je slovenski zdravstveni sistem znašel v krču slabe organizacije. Tudi zaradi tega je letošnja konferenca posvečena organizaciji zdravstvenega sistema. Poseben poudarek bo tudi na ohranjanju bistva medicinskega poklica, se pravi poslanstvu zdravnika, ki mora ostati posvečen bolniku, ki mora nadaljevati vizijo učiteljev slovenske medicinske stroke, ki so jih včasih imenovali velikani slovenske medicine. Prav gotovo bodo kolegi iz tujine prinesli tudi nekaj novih, svežih idej, kako naj ostane slovenska medicina še naprej privlačna in spodbudna za mlade generacije, ki želijo pomagati pri ohranjanju zdravja Slovencev. Na Ministrstvu za zdravje smo zavezani krepitvi našega javnega zdravstvenega sistema in izboljšanju oskrbe pacientov, hkrati pa se zavedamo, kako pomemben je pri tem motiviran, zavzet in zadovoljen zdravstveni kader. Zato vas spodbujam, da izkoristite to konferenco za izmenjavo idej, za ustvarjanje novih povezav in sodelovanje. Vaša združena moč in strokovnost lahko pripomoreta k rešitvam, ki bodo izboljšale naše zdravstvo, kot tudi zdravje ljudi v Sloveniji in po vsem svetu. To je priložnost, da gradimo mostove med strokovnjaki, ki delujejo v Sloveniji, in tistimi, ki svoje strokovno znanje širijo po svetu. Naša naloga je skupna. Zagotoviti, da vsakdo, ne glede na to, kje živi, dobi kakovostno zdravstveno oskrbo takrat, ko jo potrebuje. Želim vam uspešno konferenco in plodno debato. Najlepša hvala. Vljudno vabim še k nagovoru sekretarko v kabinetu predsednika vlade, dr. Metko Paragi. Hvala, no, jaz sem zadnja od govorcev, pa bom hitra. Se pravi, spoštovani udeleženci 12. konference slovenskih zdravnikov iz sveta in Slovenije, spoštovani organizatorji, spoštovano občinstvo, ki nas spremlja nadaljavo,
ter spoštovani kolegi, s katerimi sem uspešno sodelovala dolgo let in sem zelo vesela, da vas ponovno vidim. Počaščena sem, da lahko tako pomembno mednarodno konferenco o zdravstvu pozdravim tudi iz kabineta predsednika Vlade Republike Slovenije, dr. Roberta Goloba. Vsa leta od ustanovitve se je Svetovni slovenski kongres posvečal povezovanju Slovencev z matično domovino na različnih področjih znanosti, umetnosti, kulture in drugih strok, povezovanju mlajših generacij ter ohranjanju stikov z namenom izmenjave znanja in doktrin. Znanje in strokovnjaki, ki nimajo meja in osebnih interesov, prinašajo gotov napredek v znanosti, še posebej je to pomembno v medicini, saj imamo opraviti z najvišjo vrednoto, to je življenjem. Letošnja konferenca je 12. po vrsti in kot vedno s posebnimi cilji strokovnega sodelovanja zdravnikov v tujini in zdravniki v domovini, ter tistimi, ki imajo slovenske korenine, čeprav morda ne ohranjajo več slovenskega jezika, a se zavedajo svojih korenin. Vse konference do sedaj so bile uspešne, stkale so trdno povezavo z medicinsko stroko doma in tujini. Skupno s kolegi boste lahko ocenili tudi dosežke vašega dela, ki so pomembni, da ohranjate visok nivo stroke v korist slovenskih bolnikov. Zavedamo se, da smo v obdobju slovenske zgodovine, ko se sprašujemo, ali bo javno zdravstveni sistem zdržal, obstal in kot tak zagotovil zdravnika za vsakega od nas, ne glede na njegove finančne zmožnosti. Krepitev javnega zdravstvenega sistema in povezovanje z zasebnim v ta namen je vodilo koalicije. Zato smo veseli, da bo letos prvi dan konference posvečen organizaciji zdravstva na Slovenskem, ki potrebuje prenovo v smislu ohranitve in krepitve javnozdravstvene mreže. Prav gotovo bodo zelo izjemno dragocene izkušnje kolegov, ki so uspeli v medicinski stroki v svetu in ki poznajo prednosti in slabosti drugačnih zdravstvenih sistemov. Vsekakor je dobrodošlo, da konferenca poda določene zaključke in usmeritve, ki bodo lahko v pomoč tistim, ki smo v danem trenutku soodgovorni za zdravstvo na Slovenskem. Iz kabineta predsednika vlade in v njegovem imenu vam želim uspešno in novih znanj polno konferenco. Hvala lepa. Še čisto na zadnje pa povabim še k kratkemu pozdravu predsednico Zveze organizacije pacientov Slovenije, gospo Štefanijo Lukič Zlobec. Je ni? Ja. Dobro. Potem pa se zahvaljujem vsem visokim gostom za nagovore in še na zadnje pa prisluhnimo še ta zadnji glasbeni točki. Naj vas tudi v svojem imenu pozdravim. Vem, da nisem napisan kot govorec, ampak je zame čustven moment, ker tukaj, kjer sedaj sedite, sem se jaz igral na vrtu, kjer je stal kozolc tukaj. Torej, to je moj prostor otroški bil tukaj. In sosedna hiša sem jaz gor rastel. In se spomnim, tukaj velikonočna zajčki so se skrivali tu spodaj in tako, in imam na to otroštvo zelo lepe spomine. Potem sem šel v tujino, kjer sem živel 10 let na Dunaju in sem vedno hrepenel po tem, da se vrnem domov, ker je bilo otroštvo tako lepo. Vedno znova sem se potem, ko sem se leta 2000 vrnil nazaj v Slovenijo, tudi gostoval v tujini in vedno na novo spoznaval kot profesor na Akademiji za glasbo v Ljubljani, kako smo dostikrat okleščeni v nek sistem, kako dostikrat sedimo na nekih senatih in upravnih odborih in delamo neke sklepe in iz teh sklepov se skoraj nikoli nič ne zgodi. In danes, ko vidim, kako ste vsi ambiciozni, kako drug drugemu želimo, da bi bili tudi navzven, kakor navznoter uspešni, si želim na stara leta, da bo zdravstvo res tako uspešno in želim si, da bom na stara leta gledal na ta leta, ki jih sedaj živim, da so bila lepa leta. In zato, kot sem predvčerajšnjem nekem lepem praznovanju v Kočevju dejal,
si želim več vedenja vseh nas, da nas greje eno sonce, samo eno, ni pol za te in pol za druge, in da pijemo, hvala Bogu, še vedno eno in čisto pitno vodo. In to so te milosti, ta sreča, ki jih lahko drug z drugim delimo, in si želim ene enotne, mnogomnenjske Slovenije, ki pa bo živela in dihala z enimi polnimi pljuči. Zapuščene so soline v soju julijskih noči, tvoje prazne kavedine nihče več morja ne spusti in nikogar več ni tu, ki bi gledal, kot si ti, kako sonce ljubi morje in vso ga spremeni. Tvoja žetev je končana in poletja žar pojema, le galebi krožijo v siju sončnega objema. Le soline so stale v soju julijskih noči, tebe pa solinar stari dolgo, dolgo tam več ni. Le soline so stale v soju julijskih noči, tebe pa solinar stari dolgo, dolgo tam več ni. Tvoja žetev je končana in poletja žar pojema, le galebi krožijo v siju sončnega objema. Le soline so stale v soju julijskih noči, tebe pa solinar stari dolgo, dolgo tam več ni. Le soline so stale v soju julijskih noči, tebe pa solinar stari dolgo, dolgo tam več ni.